Hvala lepa vsem poslancem, tako z Istre in tega primorskega dela zlasti in pa del, ki zelo skrbite za to, da se na ta projekt ne pozabi. Ne samo na ta projekt, tudi na razvojne priložnosti obale. Mislim, da je to zelo pomembno, da smo strnili vrste in da v tem trikotniku občine, državna ministrstvo in pa poslanci peljemo v isti voz in mislim, da bomo prišli, tako kot ste rekli, po desetletjih mrtvila ali tam poti in drugih stvari končno do rezultata. Projekt vodooskrbe Istre in Krasa je za vlado, pa tudi zame osebno, ena najbolj pomembnejših prioritet, ki jih imamo na tem delu. Minister, hvala. Točno to sem želel slišati jaz, pa verjetno vsi prebivalci slovenske Istre in tudi Krasa, da ta vlada in to ministrstvo stojite trdno za tem projektom, predvsem pa, da se boste zavzemali za to, da se projekt realizira v čim krajšem času in da so sredstva za to zagotovljena ali v tej ali v naslednji perspektivi oziroma iz drugih virov državnih, seveda, govorimo o temu. Potem bi se vam zahvalil vam in ekipi na ministrstvu, ki sodeluje pri tem projektu, seveda kot vsem poslancem Svobode, ki bomo še vedno na nek način spremljali, kako se projekt odvija in če bo potreba tudi pomagali. Tako da še enkrat hvala.